Slovenskemu avtocestnemu križu grozi prometni kolaps, opozarjajo v Obrtno-podjetniški zbornici. Ob zastojih na voznike preži tudi velika nevarnost nesreč. Na štajerski in primorski avtocesti so zoženja in delovišča v zadnjih tednih postali stalnica. Po dveh hudih nesrečah pri Postojni so od četrtka na terenu prometni inšpektorji. Zastoji ob delovnih zaporah pa povzročajo težave tudi lokalnim prebivalcem, saj spletni zemljevidi promet usmerjajo po lokalnih cestah. Rabiš tudi pol ure od uvoza, ker grejo vsi pač na obvoz čez Postojno. Je katastrofa. V Postojni je katastrofa. Avtocesta isto. Postojna in cela planina, to je avto za avtom. Ministrica Bratuškova zahteva poročilo in napoveduje nadzore, iz gospodarstva pa opozarjajo, da pred začetkom poletne sezone in povečanim tranzitom skozi Slovenijo časa za napake ni več. Lea Hrovat. Takole danes na delovni zapori na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim. 47krat je tu počilo le od začetka marca, zato je ključno vprašanje, so delovišča na slovenskih avtocestah sploh dovolj varna in ali so zoženja preozka. Da se, tovornjak se sploh ne da, jaz ga ne moram prehiteti. Ja, na knapom pa gre. Kot pravijo na Obrtno-podjetniški zbornici, vlada na slovenskih avtocestah prometni kaos epskih razsežnosti. Varnost so življenja, pretočnost je denar in seveda tukaj zdaj v tem momentu nič ne igra, nič ne špila. Dars si nikoli ne bi smel dovoliti, da je odprl tukaj investicije in na Primorki, in na Gorenjki, in na Dolenjki, in na Štajerki in seveda s tem povzroča veliko gospodarsko škodo cestnemu transportu, našemu in evropskemu. Katastrofa, gužva. Mi sicer smo iz planine, če hočemo iti proti morju, to gremo kar do Razdrtega po ta stari cesti, ker je res nemogoče. Ja, delam kot voznik, pa sem vsaki dan na cesti, tako da je katastrofa. Avtocesta je katastrofa, to je zbijeno vse. Ministrica v odhajanju Alenka Bratušek se je včeraj sestala z Ministrstvom za infrastrukturo, Darsom in notranjim ministrstvom in jih pozvala naj pripravijo poročilo o stanju prometne varnosti na avtocestah in hitrih cestah. Na Darsu danes na naše klice niso odgovarjali, so pa pasove takole komentirali v naši ponedeljkovi večerni oddaji. Prometni pasovi so v skladu s pravilnikom. Strinjamo se seveda, da so ozki. Ozki so pa izključno zato, ker nimamo dovolj prostora, da bi bili širši. Namreč po pravilniku prehitevalni pas minimalno 2,30 m, vozni pas minimalno 3 metre. Delovišče pri Postojni je le eno izmed mnogih, kjer bodo inšpektorji v prihodnjih dneh preverjali prometno varnost in ustreznost zapor, prihodnji teden pa pripravili poročilo. Kot smo izvedeli, so bili inšpektorji na delu že v četrtek in včeraj in preverjali stanje ob zaporah pri Postojni in na Rebrnicah. V prihodnjih dneh bodo merili širine zoženih pasov ob zaporah na več odsekih, tako pri Postojni kot na Kozini, v Domžalah in Krtini, ter prihodnji teden v Slovenski Bistrici. Vsak dan utesnjen občutek, tovorno vozilo se ti približa, ti se nimaš kam umakniti, pa bomo rekli, še damo odpustek zastoju, ne? Ampak življenju pa ne, če eno življenje gre, ne moramo dobenemu odpustiti. Nima kaj dosti upanja. Vidi, kako se dela, zelo počasno. Itak se skozi nekaj dela na cesti, tako da tudi če tle popravijo, bo nekje drugje, sej čez vikende asfaltirajo pa tako naprej, tako da je vedno nekje gužva. Na Obrtno-podjetniški zbornici med drugim pričakujejo omejitev sočasnih zapor in več del v nočnem času. Zahtevajo tudi učinkovitejši prometni režim ter krizno upravljanje in opozarjajo, da mora Dars nemudoma prevzeti odgovornost in ukrepati.